Za različnimi oblikami glavobola v Evropi trpi več kot, pazite zdaj to, 65 milijonov ljudi. Poznamo seveda različne oblike glavobolov, od migrenskega, sinusitisa do tenskih glavobolov. Zdaj, je pa tudi res, da naše telo včasih vsa ta čustva nakopiči v nek organ ali pa v neko stanje. In dajmo si pogledati, kako čustva vplivajo na glavobol. Čustva, angleška beseda, emotion pomeni energija v gibanju. Emotion, ja. In to pomeni, če ne povemo tega, me je strah, sem jezna ali pa sem vesela, potem se to obrne navznotraj. Vsako čustvo pa se mora izpovedati v krogu nekih bližnjih prijateljev, družine. Ok, zdaj se mi pa poraja vprašanje, Jasmina. Kako pol ta čustva obvladovati, da ne prihaja do migren? Ja, to je zadeva, s katero se moramo ukvarjati. Predihati in biti s temi čustvi, občutki. Torej, moramo si jih dovoliti čutiti. Ja, zato, da se sprocesirajo. Ampak jaz bi dala danes fokus nekam drugam. Tudi sama sem doživela že glavobol, kjer sem sred noči iskala, kaj naj naredim, ker nisem mogla sama sabo zdržati in nisem hotela vzeti protibolečinske tablete. In bi mogoče o teh korakih, ki predvidevam, da bodo naravni, kakor te poznamo. Ja, definitivno. Ja. Definitivno. Okay. No, pa dajva. O teh naravnih korakih, ki jih v bistvu lahko narediš takoj in takoj dobiš tudi učinke oziroma rezultate. Ker v resnici noben ne razmišlja o glavobolu, ko ga ne boli glava. Res je. Ja. Evo, prva zadeva, ki je najbolj pomembna, ljudje rečejo, sem vzel tableto, spil kozarec vode, pa je bilo v redu. Zakaj je bilo v redu? V večini primerov zaradi vode. Torej, ne zaradi tablete, ok. Ne zaradi tablete. Torej, v prvem primeru in najbolj pomembno je, da je odziv na glavobol zmeri za vodo, zmeri za hidracijo. Zdaj, zakaj je alarm v bistvu v telesu, manjka ti vode, pi. Ja, tako. Torej, v večini primerov bo voda oziroma ustrezna hidracija že rešila glavobol. To je osnova. Kava, čaji, sokovi, vsi dehidrirajo. Torej, še enkrat poudarjam, spili smo 2 litra čaja, pa smo dehidrirani. Kako je to možno? Ja, je možno, zato ker čaj dehidrira. Torej, pol to sploh ne smemo imeti kot tekočino? Ne, je tekočina, sam ni pa voda, ki hidrira. Dobro. Torej, voda je prva zadeva. Druga zadeva, ki jo lahko takoj narediš, je odpreš okno, oziroma... Se zaderaš kaj ven, ali? Ja, eureka! Odpreš okno, se nadihaš svežega zraka, če imaš hišo, greš dejansko sedeti pred hišo in dihaš svež zrak, 15-20 minut. Zakaj svež zrak? Svež zrak zaradi tega, ker ti kisika manjka v telesu, v možganih in ko se to prevetri, je dejansko zelo mnogo lažje. Ampak zdaj tudi to dvoje, kar si omenila, recimo, voda, zrak, to so glede na to, torej, kako se spopadamo z vodo, da jo uživamo, se umirimo, gremo na zrak, se spet umirimo. Torej, ima neko povezavo tudi s tem, da v bistvu v tem času si vzamemo čas zase, a ne? Ker takrat vmes ne bomo ne vem kaj delali, ampak bomo res dihali ta zrak, pili to vodo. Veš, kaj ti hočem reči? Ne? Ja, vem, kaj mi hočeš reči, ampak takrat, ko je tako hudo, ne razmišljaš o tem, hočeš sam znebiti se tega. Sam znebiti se hočeš tega. Tretja zadeva, ki jo dejansko narediš, je eterično olje. Vzameš eterično olje sivke ali eterično olje poprove mete ali pa eterično olje jasmina, če je zadeva povezana z neko čustveno platjo. Se pravi, če si se skregal v službi s partnerjem, si, ne vem, jezen na otroke, čustveno razburjen in te potem začne boleti glava, eterično olje jasmina bo delalo čudeže. Dobesedno. In kaj zdaj naredimo? Recimo, sivko nekako imamo vsi doma, a ne? Pomirja, prijetnega, vonja, super. In sivka bo super, tudi če se po noči to dogaja. In kaj narediš? V bistvu daš samo na sence. Daš na sence in masiraš to akupresurno točko. In to akupresurno točko masiraš. Zaradi tega, ker boš v tistem trenutku vse naredil za to, da te bo nehal boleti, lahko uporabiš v bistvu tudi akupresurne točke, ki se nahajajo na vrhu glave. Zdaj, tukaj gor imamo točko 100 sestankov in pa za to točko, pred to točko, levo in desno so v bistvu še druge. Ponavljam, kaj imamo vrtinc, veste? Ja. Vidim, ki imaš zdaj približen prst. In dejansko imaš lahko na takšen način stimuliraš vse hkrati
in samo mečkano rahel pritisk daješ. Tudi tukaj zadaj. To so tudi točke, ki pomagajo, če imaš občutek, da te bo kap zadela drugačno. Tudi v tem smislu pomagajo. Okay. In pa tukaj zadaj je še pri zatilju. To je druga zadeva, oziroma tretja verjetno že, ki jo lahko narediš. Ja. Četrta zadeva je magnezijev gel. Magnezij. Magnezijev gel, zaradi tega, ker lahko je pomanjkanje magnezija, torej dehidracija, pomanjkanje magnezija, pomanjkanje B vitaminov. Vzameš magnezijev gel in si ga namažeš na podlahti, zaradi tega, ker podlahti bojo najbolj absorbirale magnezij v tem smislu, in pa zadaj si namažeš vrat. Tukaj ta del si namažeš na levi in na desni strani. Pustiš 20 minut. Čutiš ga tako, mimogrede, jaz sem ga sprobala, tako mečkan čutiš, da nekaj se dogaja, kar pomeni, da je nek efekt, ne? Torej, da se absorbira. Ja, ampak to, če čutiš, da ti fejst pika... Ne fejst, nežno, tako da vem, da sem si nekaj gor dala. Okay. Če te fejst pika, pomeni, da imaš fejst pomanjkanje magnezija. No, evo, ja, smo dobili novo ker informacijo. nekateri, tisti, ki imajo dovolj magnezija, ne bodo čutili pikanja nobenega. No, jaz sem ga. Okay, hvala za tole informacijo, evo, torej, sem večkrat mazala. Namažeš se in potem pustiš 20 minut in spereš z mlačno mrzlo vodo. Tudi to ti bo fajn, tako da to je v redu. Potem pa namesto tablete vzameš kurkumin. Protibolečinski, to že Tako. mislimo, da super deluje. In ekološki kurkumin kompleks, ki ni sintetično ojačan in pojačan. To pomeni biorazpoložljiv. Nič s kemijo, da buta, 600krat bolj učinkovit in ne vem kaj vse. Ampak biorazpoložljiv bo imel efekt kot ibuprofen, s tem, da ne bo imel nobenih stranskih učinkov. In to si želimo. Torej dejansko je to čista alternativa pač neki protibolečinski tableti. Ja. In zelo veliko ljudi je ozaveščenih in vejo in nočejo imati ibuprofen in tako naprej. Nekateri pa pač še niso tam, nič narobe, ampak so zaradi svojih stanj primorani, da iščejo drugo zadevo. Se pravi, recimo, ne vem, moja prijateljica je bila noseča. Imela je migrenske glavobole, klicala me je, kaj naj naredim, nočem vzeti zaradi tega, ker sem noseča. Pa še dosti na začetku je bilo, pa vse živo Plod se zadev. razvija in te je seveda strah, kaj sploh vzeti, če sploh lahko in kako to vpliva na plod. Ja. Seveda. Vzela je kurkumin in me ni nič nazaj poklicala in sem mislila, kaj je zdaj z njo. Naslednji dan mi pove, dela kašus, jaz sem v redu. Wow. Dejansko jo je normalno spustili. Tako da tudi iz svojega kroga vem, da zadeva deluje in tudi sama si pomagam v bistvu s kurkuminom, ki deluje pač protibolečinsko na polno. Kako ga pa vzameš? Z vodo. Aha, daš torej... Pogoltneš tableto oziroma kapsulo in vzameš z vodo. In vse te korake, ki sem jih zdaj naštela, pa še enega imamo, lahko izvedeš v roku 10 minut. In v 30 minutah bo že bistveno drugačna scena. Se pravi, kakor smo rekli. Zbudiš se, vstaneš se ali pa itak ne moreš niti spati. Voda na zrak, z eteričnim oljem, se masiraš, po sencah, vse te točke, daš si gor magnezijev gel, kurkumin vzameš eno kapsulo, lahko vzameš tudi B-kompleks, ker iskreno tudi B-vitamini, če pomanjkanju, lahko povzročajo težave. In evo, čez 30 minut, 1 uro si kanal. Torej, za domačo lekarno si zdaj to, da si jaz zacahnem, kaj moram imeti. Kurkumin, magnezijev gel, pa seveda kakšen B-kompleks tudi verjetno, ne? B-kompleks, mineralne kapljice, če imaš, je tudi super, ker je itak že magnezij noter, tudi med drugim. In to je to. Evo, domača lekarna spakirana. Jasmina, hvala seveda za vse tele nasvete in naslednjič, ko vas glavobol boli, dajte poskusiti in dajte nam javiti seveda, kakšni bodo rezultati. Se veselimo. Sej zdaj jih boli glava, zato pa gledajo to. Pa sočustvujem, dajte hiter protokol imate, zdaj veste, 6 korakov, pa nas pa pokličite.